Lep pozdrav. Jaz bi mogoče se še malo predstavila, da bodo dobili občutek, zakaj recimo poznam delo tako na občinah kot na državni ravni. V bistvu imam to srečo. V obdobju 2004 do 2008 sem takrat delala pri ministru dr. Žagarju, ki je tudi bivši županskih vrst. Takrat sem bila direktorica Urada za kohezijsko politiko. V bistvu smo takrat izvajali tako imenovani notni programski dokument za obdobje 2004 do 2008 in tam smo imeli, mislim, da 99% črpanje. Na koncu, poleg tega pa smo pripravili dokumente za obdobje 2007 do 2013, tako da to je bila njegova zasluga, bom rekla, da je tudi za občine uvedel to posebno prioriteto razvoj regij, kjer so lahko črpale 600 milijonov evrov, no na to pa smo se poslovili in izvajanje so potem prevzele druge vlade, Pahorjeve in tako dalje. Potem smo se vrnili leta 2000, jaz sem šla potem na mestno občino Maribor službo, kjer sem pač vodila projektno pisarno za evropske projekte. Tam smo recimo v enem letu uspeli pridobiti evropska sredstva za 20 projektov. Kandidirali smo povsod na čezmejnih programih, na domačih koheziji, potem neposredno plus in nam je to šlo. Imeli smo ekipo 14 ljudi, potem smo se leta 2012 spet vrnili na vlado. Črpanje je bilo takrat porazno, vem, da ko smo pravila razgovor z ministrom Žerjavom, če bi šla sploh na mesto državne sekretarke, ker se s politiko nisem bila ukvarjala. Sem rekla, da je na tem področju cel kaos, da se bojim, da tega kaosa tudi ne možno rešiti. In že takrat sem mu rekla, da če se ne bomo vsi skupaj streznili in začeli resno delati, bomo zgubili približno 1 milijardo evrov. Zaradi te izjave sem bila potem vmes v Financah, pod rubriko Kdo si upa. Tudi ni skrivnost, da sem potem pol leta še ostala državna sekretarka v levi vladi, pri ministru Stepišniku, ampak tudi zaradi takih izjav in pa še nekaj drugih težav, tudi vsebinskih razhanj, smo se potem pol leta poslovili. Zdaj trenutno pa sem zaposlena na občini Slovenska Bistrica, spet pri dr. Žagarju, kjer tudi vodimo dele za gospodarstvo in pa naš razvojni center, tako da se trudimo pač spet z nekimi novimi projekti. Dr. Žagar pa tudi predseduje temu razvojnemu svetu kohezijske regije, tako da imamo dostop pač vse na ta način do vseh vladnih dokumentov in pa do informacij. Zdaj, to ko rečemo, da je slabo črpanje, to jaz se s tem, ko greš potem pogledati, kaj se dogaja po posameznih območjih, v bistvu ne strinjam. Črpanje je slabo, kar se tiče finančnega toka. Mislim, da smo še vedno komaj nekaj čez 60% sredstev, če pogledamo prilive iz Brusla, ampak projekti se v občinah in pa po podjetjih izvajajo. Nažalost pa vsi ti prijavitelji projektov sami zalagajo sredstva, ker so administrativni postopki na ministrstvih izjemno dolgi. In jaz mislim, da je to res ključna odgovornost za to, da teh prilivov ni na ministrstvih. Ja, lahko konkretno povem tudi na primeru naše občine Slovenske Bistrice. Mi smo odločbe za kohezijske projekte dobili leta 2008. Skupaj smo do zdaj v občino pripeljali za 50 milijonov evrov sredstev, ampak projekti so nekje na polovici izvajanja, ti večji kohezijski, se pravi vodoskrba, kanalizacija, odlagališče odpadkov, pa smo leta 2014, se pravi v 6 letih nismo niti polovico projektov še izvedli, ker enostavno po leto ali 2 čakamo, da nam Ministrstvo za okolje in prostor oziroma kaj za Ministrstvo za okolje potrdi razpisne dokumentacije, da sploh lahko izvedemo gradbenike. In do takrat, ko nam oni potrdijo razpisne dokumentacije in podpišejo sofinancerske pogodbe, se zgodi tudi, da nam že gre kak izvajalec v stečaju, oziroma to se je zlasti v preteklih 2 letih dogajalo in potem novo na novo vsi postopki. Tako da je res praktično nemogoče, ampak upam, da bomo vseeno te projekte rešili. Zdaj, lani se je gospa Bratušek, predsednica vlade, pohvalila, da ko ona nastopila svojo funkcijo, je Slovenija doživela gospodarsko rast, ampak potem, ko je recimo statistični urad, pa urad za makroekonomske analize in razvoj naredil analizo, so pač ugotovili, da gre večina te gospodarske rasti prav na račun teh projektov okoljskih, za
za katere smo mi v letu 2012 izvajali odločbe oziroma so se izvajali v občinah, ampak tega pač takrat na tak preprost način ni upal zgorno nišče povedati. Zdaj, kar se tiče razlike v obeh vladah, sem jo tudi občutila na lastni koži. Recimo v obeh primerih je takrat, ko je bil predsednik vlade gospod Janša, je enkrat na mesec želel poročilo o črpanju v vseh ministrstvih obravnavati na seji vlade, tako da so tudi vsi ministri poročali o stanju na svojem področju in o problemih. Resorni minister pa se moram tedensko sestajati vedno pred seji ali po seji vlade z vsemi ministri in takrat so morali pač na tedenski ravni nekaj probleme reševati. Takoj, ko se je vlada zamenjala, prvič je prišel Pahor, drugič je prišel gospod Bratušek, so se vsi ti sestanki in pa poročanja na seja vlade ukinila, da je bil vedno prvi korak, tako da pač očitno je bil interes, da se plava v mediju, da se pač ne ve, kje so problemi, da jih ni treba reševati. In pač to črpanje evropskih sredstev ni nič drugega, ko da ti redno spremljaš stanje v projekti, da tam, kjer so največji problemi, se tudi ministri vključijo, da se dela kot po tekočem traku, tera dobesedno državne uradnike in potem gre. Če tega ni, potem aktivnosti zastanejo. Konkretno recimo s Pomurskim vodovodom, ki je bila ena največjih investicij, tam se je potrebovalo 10 let, da smo prišli do odločbe. Se pravi, prej programsko obdobje mine, prej mi v Sloveniji sploh smo sposobni izdati neko odločbo, kaj še le potem izvedla projektov. Tako da tu smo res zelo šibki in če se neki najbolj odgovorni ljudje s tem ne ukvarjajo, potem pač nič ni, nažalost. Zdaj, kar se tiče nove finančne perspektive, tam sem prebrala izjavo nove ministrice. Sicer zelo pozdravljam, da je to zdaj ministrica, ki je odgovorna za to, ker bo morala biti zelo močna, da bo koordinirala vseh ostalih, da ne koliko ministra, zdaj 12-15. Tako je že nastalo. Tako da tu je prav, da se s tem ne ukvarja recimo samo državni sekretar, ampak minister, ampak rekla, da bo kot prioriteto zastavila pripravo dokumentov. Ampak nažalost pri pripravi dokumentov zdaj že za 1 leto zamujamo, ker smo že konec leta 2014 mogli bi pa začeti z izvedbo pač pred 9 meseci, 10 nazaj. Še vedno ni pripravljena strategija razvoja Slovenije, tako da mi nažalost v Sloveniji sploh ne vemo, kaj so naše razvojne prioritete. Ne vemo, ali bomo vlagali v energetiko, v okolje, v promet, niti ni narejena strategija prometnega omrežja, niti ni še šla čez parlamentarno proceduro, tako da se tudi bojim, da bo še kakšno leto potrebno, da bo vse to nastalo. Dokler pa vseh teh strateških dokumentov ne bo, pa ne bo niti evra iz Evropske unije. Potem partnerski sporazum je šel že, mislim, da 3-4 krat na Evropsko komisijo. Zdaj nazadnje je prišlo nazaj spet 150 pripomb, medtem ko približno 20 ostalih držav članic ima to zadevo že potrjeno oziroma podpisano, tako da že izvajajo projekte. Operativni program je še daleč od nekega zglednega dokumenta. V operativnem programu bi že moglo biti vidno, v katere vsebine bomo sredstva razpisovali in pa katere projekte bomo podprli. Ampak tista priloga, kjer bi mogli biti navedeni tako imenovani veliki projekti, ki tudi vse te, bom rekla, leve vlade obljubljajo, jih ni, no, priloga je prazna, tako da se ne ve, kateri so sploh naši prioritetni projekti do leta 2020. Tudi operativnih programov za razvoj podeželja in ribištva še ni, tako da zdaj po zadnjih informacijah naj bi bili prvi razpisi tam nekje konec leta 2015. Se pravi, mi smo že letos brez razpisov, pa drugo leto brez razpisov in to se pač vsem v državi zdi normalno, niti novinarji kaj dosti ne sprašujejo. Ker moja izkušnja je pa taka, recimo, ko smo mi bili na vladi, mi smo mogli dnevno odgovarjati za razne medije, Svet na kanalu A, tudi za napake, ki so jih recimo delali naši predhodniki, tako da tu se vidi. Zdaj pa je tišina, pač vsod. Zdaj, kar še tiče finančnih sredstev za novo finančno perspektivo, bo na voljo 3 milijarde evrov cirka, od tega milijarda za kohezijski sklad, ki bo enotno za celotno državo,
se pravi za okoljske projekte, prometne projekte in pa za energetiko. Regionalni sklad in pa socialni sklad pa se delita na vzhodno in pa zahodno Slovenijo. Za vzhodno bo na razpolago 1,3 milijarde evrov, za vzhodno pa, za zahodno pa približno 900 milijonov evrov. Zdaj, jaz sem rekla ta, glede na to, da smo se leta 2005 razdelili v dve regiji, vzhod-zahod, z namenom, da je pač Slovenija kot celota pridobila večji obseg sredstev, kot bi, če bi ostali enotna regija, bi pričakovala tudi, da se bosta pripravila dva operativna programa za vzhodno in pa zahodno Slovenijo, ali pa da bi se vsaj vsebine delile na vzhod in zahodno. To je tudi zdaj v zadnjih pripombah opozorila komisija. Tu vlada nič ne posluša, tako da v bistvu pripravlja, meni se zdi, da čisto identične vsebine, ali pa zelo podobne, kot so bile v prejšnjem obdobju. Se pravi, Ministrstvo za gospodarstvo bo spet ponavljalo razpise za tehnološko opremo, za raziskave in to pomeni, da bo lahko na teh razpisih kandidirala zlasti spet podjetja, ki prihajajo iz osrednje Slovenije. Ker recimo vem, da podjetja iz Koroške, Dolenjske, Podravja sploh ne izpolnjujejo pogoje, ki pa meril, ki jih ministrstvo zastavlja v razpisih. Tako da tu pač žal res noben ne posluša, da je treba, da imamo pač neke specifike v drugih delih Slovenije, da nismo vsi iz Ljubljane in da recimo neko podjetje v Mariboru, ki še komaj životari, težko zaposli naenkrat z 20 novih raziskovalcev, če to nima nekega razmernika v veliko, ampak za take specifike res nimajo posluha. Ko bereš vsebine teh dokumentov, meni ni čisto jasno, kaj bodo sploh financirali in so tu zelo razdrobljene, ker se bilo govore, da bi sredstvo osredotočiti, zgleda, da bo zelo razpršena. Kot se rekla, projektov ni, ki naj bi bili financirani. Pol pa vsebine, ki v dokumentih ni, čeprav se o njih govori, da so prioritetne. Recimo o lesu, skozi govorimo, da je naše naravno bogatstvo, ni predvidena lesno-predelovalna industrija, da se bo financirala z evropskimi sredstvi. Tudi samoskrba s hrano ne. Pol recimo široko pasovna omrežja ne. Čeprav vemo, da je za kar precej sredstvo zmanjkalo takrat na Ministrstvu za gospodarstvo za široko pasovna omrežja. Za turizem ni na voljo nič sredstva. Za kulturo nič. Za prometno infrastrukturo lokalno nič. 39 milijonov je za državne ceste, veste pa kakaj stanje na državnih cestah, pa mostovi, počasi recimo do Pivke ne bomo več prišli, do Gorenja ne bomo več prišli, pa še tam drugam. Za okoljsko infrastrukturo je zdaj vprašanje, da se bo odločili, da bodo financirali 15 okoljskih projektov, ki so stali iz stare perspektive, pol bo denarja zmanjkalo, ker so se pač odločili, da dajo na okolje tako malo sredstev. Za male čistilne naprave pa pravijo, da jih ne bodo financirali, ki tudi vem, da so še odprte po občinah. Potem za kakšna mestna vaška jedra nič, za športno infrastrukturo in več namenske prostore nič. Tako da zdaj, če povzemem, kar se tiče občin, smo zadnjič preračunali na hitro, da bo približno milijarda sredstev manj na razpolago za občine, kot je bilo v obdobju 2007-2013, oziroma skoraj nič, razen na okolju, koliko pač bo za okoljske projekte, pa mogoče za kakve podjetniške inkubatorje, poslovne cone ali pa razvojne centra, ampak še to bo treba verjetno kako lokalno infrastrukturo kam spet, ker tudi ko greš gledati med upravičenci občin praktično, ki bi se lahko prijavljali na razpis. Tako da to je to. Potem, kar se tiče same izvedbe, kot je že Rok rekel, v obdobju 2007-2013 smo dali ven prve razpise, kar v preden so bili potrjeni operativni programi. Vem, da je turizem bil razpisan že aprila 2007, potem razvoj regije je bil prvi razpis junija 2007, leto še ni nobenih razpisov, uredbo smo takrat imeli na vladi potrjeno aprila 2007, zdaj ni še niti uredbe, nobenih navodil, nobenih pravilnikov, nobene domače zakonodaje, na informacijskem sistemu se ne dela, tako da se res ne predstavljam, kakve zamude bodo tu nastale. Dejstvo, zakaj stanje tako slabo, kot je sigurno tu politično kadrovanje.
Zdaj se tu res ne bi rada zagovarjala sebe, ampak recimo z Rokom smo bila mlad kader, mislim, da smo bila neobremenjena, ampak smo bila zelo moteč element. Jaz moram tudi sama reči, da se zaenkrat nisem član nobene politične stranke, ampak so me vedno dobesedno odstranili. Se pa na tem področju kohezijske politike v 5 letih zamenjalo 9 ministrov. Vsak minister, zdaj ne glede na te 4 opcije, se je začel najprej ukvarjati z reorganizacijo, kaj še res mislim, vsebim sploh ni bilo govora, tako da pač so se selili iz enega konca na drugega. Te službe, ki so tam na razpolago, pa so se pač ukvarjali po večini z sklepanjem aneksom, pogodbam o zaposlitvi, z najemanjem novih prostorov in zato pač je kaos takšen kot je, ker pač 9 šefov, recimo, če bi se jih v podjetjih zamenjalo 9 v 5 letih, sem prepričana, da gre tako podjetje v stečaj. Tako da toliko jaz na kratko, jaz kot občina, bom rekla, imamo nekak dogovor s županom, da hodimo v Ljubljano čim manj, sam tisto, koliko je res treba, ker običajno pogremo, nič ne rešimo, tako da že delamo po načelu, znajdi se sam, kak veš, pa znaš. Tako pač naša država, nažalost, funkcionira, pa nisem preveč kritična, tako je dejansko stanje. Zdaj bez besedo predala naprej, ko pa če bi imeli kako vprašanje, pa vas veseljem odgovorim.